Uvodoma, če dovolite, spoštovane in spoštovani, je nekako naneslo, da ravno današnji dan beremo berilo iz preroka Izaija, ki govori o temi, o kateri govorimo v vseh teh predavanjih. Pa sem se namenil, da bom uvodoma prebral ta odlomek. To je iz 17. poglavja preroka Jeremija, ki je znan po tem, da je vse svoje življenje prerokoval, to se pravi pričeval za Boga, navkljub težavam, ki so se pojavljale. In v tem odlomku je takole zapisal: Tako govori Gospod, preklet, kdor zaupa v človeka, se opira na bitje iz mesa, njegovo srce pa se odmika od Gospoda. On je kakor grm v pustini, ne doživi, da pride sreča, prebiva v izsušeni puščavi, v solnati, neobljudeni deželi. Blagoslovljen pa človek, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo upanje. Je kakor drevo usajeno ob vodi, ki k potoku stega svoje korenine, ne boji se, ko pride vročina, njegovo listje ostane zeleno, v letu suše ne trpi pomanjkanja in vedno rodi svoj sad. Neprodirno je srce, bolj kot vse, kdo ga more doumeti. Jaz, Gospod, preiskujem srce, preizkušam obisti, da poplačam vsakemu po njegovem vedenju, kakor zaslužijo njegova dela. Tako prerok k današnji temi. Kaj pravzaprav upamo in kako utemeljiti naše upanje? Verjetno je to temeljno vprašanje vsakega človeškega bitja, ki svojega življenja za razliko od živali ne živi zgolj v biološkem smislu, ampak v kulturnem, antropološkem, kot bitje, ki predvideva, ki načrtuje, ki ima pogled uperjen v prihodnost. In zato je upanje nekaj, kar je bistveni sestavni del človekovega življenja. Profesor Sara Ahlin Doljak, pravnica, pravi, da danes gojimo kulturo umiranja, ne pa kulturo življenja, in s tem seveda tudi omajamo upanje, v katerega človek stavlja svoje življenje. Kajti upanje ima globlje razloge. Ni to nekaj, kar nekako bi bilo samo po sebi, bo že nekako, ampak mora imeti neke oprijemljive razloge. In zato je izjemno pomembna beseda, ki smo jo slišali v začetku in nekako v celotnem razmišljanju ob podpori tistih, ki jih bom omenil v tem predavanju. Poudarjam, da je naše upanje utemeljeno v Bogu. Kajti človekovo življenje nekako ni samo v nekih ozkih zemeljskih okvirih, ampak ima globlje temelje in šele takrat polno živi svoje življenje. Zato se seveda v zadnjem času tako pri nas osebno, kakor tudi v družbi, še posebej spričo zahtevnih časov, v katerih živimo, ko se v Evropi dogaja vojna, ko se v sosedstvu dogajajo vojne, ko ljudje trpijo in umirajo, takrat je nekako najbolj na preizkušnji človekovo upanje. Še posebej upanje tistih, ki so neposredno udeleženi, ampak to obenem tudi odpira razsežnost našega življenja, kajti naše življenje se zdi, da ni tako trdno, ampak je krhko. In zato je marsikaj, kar nekako postavlja vprašanje našemu upanju, določeno s temi zemeljskimi okvirji. In ti zemeljski okvirji tudi govorijo svoje za človekovo življenje. V marsičem
smo bili v zadnjih morda letih, posebej tudi ob spremembah, ki so se dogodile v svetu, tudi v Ameriki, nekako v pričakovanju, da bodo te spremembe bolj utrdile naše upanje. Kar se je zgodilo v Ameriki, posebej z izvolitvijo novega predsednika, pa se zdi, da to upanje nekako ponovno postavilo pod vprašaj. Drugod so bile spremembe, ki so v nekem smislu šle, kot rečemo, v desno, pa vendarle kaže, da vse to nekako ni tisto, na kar bi se lahko oslonili. To upanje v to, da bodo te spremembe spremenile naš družbeni položaj, torej niso popolnoma utemeljene. Čeprav so številni upali, da bodo te spremembe vendarle pomenile nek nov zagon v človekovem življenju. Upanje prinašajo tudi gibanja, recimo tudi demonstracije, nekateri označujejo demonstracije v različnih deželah, recimo v sosedstvu v Srbiji, pa tudi v daljnem sosedstvu v različnih državah, kjer se te demonstracije vršijo kot nekako vendarle neka pogonska sila, ki človeku prinaša nekaj novega v njegovo življenje. Zanimivo, da po študiji, ki jo je naredila nemška raziskovalna agencija Shell, mladi v Nemčiji vendarle z neko gotovostjo zrejo v prihodnost, kar je posebej za mlade v teh zahtevnih časih presenetljivo. To se pravi, ko gre za to vprašanje, ali so optimistični, velika večina vendarle govori o tem, da z optimizmom zrejo v bodočnost. In tu se seveda tudi nam postavlja vprašanje, ali je optimizem tisto, kar utemeljuje upanje. In reči moramo, da je optimizem bolj nekako omejena zemeljska in tudi človeško zazrtje v prihodnost, ki ne prinaša polnosti utemeljitve človekovega življenja. Kljub temu pa nekako človeka spodbuja, da z neko svetlostjo gleda v svojo prihodnost. Več novinarjev nemškega časopisa Christine der Gegenwart, katoliški časopis, govori o upanju v veri, v solidarnosti in pripravljenosti pomagati drug drugemu. In tudi to je eno izmed sporočil, ki govori za to, da ljudje utemeljeno postavljamo naše upanje v prihodnost, da so ljudje pripravljeni sodelovati. To izkušnjo imamo tudi v Sloveniji, ko gre za različne težave, kot so bile poplave ali pa kakšne druge, pa tudi recimo pomoč različnim državam ali različnim ljudem v stiskah v Afriki, Aziji ali kje drugje, se Slovenci nekako vendarle pokažemo solidarno. Tu nekako že kaže na neko znamenje, ki je vendarle trdnejša opora našega upanja. Papež Frančišek namreč v svojem pismu, ki ga je zapisal za postni čas, govori o tem, da je pot upanja najprej o tem, da hodimo skupaj. To se pravi, da smo povezani. Obenem pa tudi poudarja, kar je seveda tudi sestavni del tega upanja, da to ni nekaj trajnega, ampak da je pot, da vsi v tem upanju nekako drug drugega podpiramo, da smo solidarni, kakor je bilo rečeno ob teh primerih, obenem pa tudi, da vendarle s tem prinašamo našemu življenju novo razsežnost, ki je v tem, da drug drugega v tem prizadevanju podpiramo. In zanimivo, znani slovenski mislec Lambert Ehrlich, ki je bil že danes omenjen, govori recimo, da smo Slovenci na nek način ravno v tem zelo močni, ker smo odprti, ker smo nekako na prepihu.
In tako razume tudi svete višarje, na katerih je leta 1933 govoril o tem, da so naši predniki na tem križišču, kjer so se srečevali ljudje različnih narodnosti, kultur, postavili cerkev zato, da bi drug drugega ne odrivali, ampak da bi drug drugega sprejeli, se srečevali in utrjevali svoje življenje. Zato je izjemno pomembno, ne samo, da hodimo skupaj, ampak, kot pravi papež v drugem koraku tega svojega pisma, da skušamo tudi drug drugega slišati. Hoditi skupaj je seveda nekako zunanji okvir in tisti, ki ste šli kdaj na romanje, veste, da nas nekako ta hoja obenem odpira v neke globlje razsežnosti, nam omogoča, da vsakdanjosti izključimo in se prepustimo temu toku. A naslednji korak, ki je pri tem izjemno pomemben, pa je, da znamo prisluhniti drug drugemu. In človek je bitje, ki v svojem življenju bistveno gradi na tej razsežnosti. Zato imamo dve ušesi in imamo en jezik, da najprej dobro poslušamo drug drugega in poskušamo slišati težave, pa tudi radosti, ki jih vsakdo prinaša v svojem življenju in jih podeliti med seboj. V tem je potem tudi utrditev tega upanja, ki vodi k tistemu, kar imenujemo srečevanje ljudi. Ljudje se tako srečujemo in začutimo drug drugega. In to je izjemno pomemben izziv, ki nekako tudi našim slovenskim razmeram kaže pot v to, kar je mogoče največji problem našega naroda, to so medvojne in povojne travme, ki nam jih je pustila revolucija. Gre za to, da te travme moramo preseči, če hočemo, da bomo slišali drug drugega, da bomo drug drugemu prisluhnili in omogočili, da živimo kot skupnost. V tem smislu je seveda izjemno pomembno, da resnico o preteklosti iščemo skupaj. In v naših razmerah vidimo, posebej v zadnjem času, da je to pravzaprav celo se zaostrilo, da so stvari, ki bi jih morali reševati, nekako se še bolj zaostrile, kar na nek način kaže, da po eni strani seveda je ta pripravljenost prisluhniti drug drugemu zelo zahtevna, po drugi pa, da na nek način razmere silijo k temu, da drug drugega slišimo, da poslušamo drug drugega in slišimo tudi resnico o sebi, o svoji preteklosti, s tem, da bi potem tudi bolje mogli najti pota drug drugemu. Seveda je to zelo oteženo tudi z ideološkimi vzorci, s katerimi nas je zaznamovala polpreteklost. In zanimivo je, da ljudje, kakor recimo še tisti, ki so nekako, bi rekli, razgledani, zapišejo stavke, kakor je zapisal v svojem uvodu k spremni besedi knjige Marka Fossatija Terorizem in teroristi, Igor Lukšič, ki pravi, da, citiram, da je OF obranil slovenski narod pred izkoreninjenjem in mu hkrati omogočil, da je v tem uporu izgradil ključne temelje državnosti. Se pravi, v tem smislu nekako popolnoma presenetljivo govori, da je bila revolucija pravzaprav tista, ki je združila in ki je postavila temelje državnosti. In nekako, če pogledamo v to resničnost, potem vidimo, kako slabo slišimo drug drugega, da bi govorili pravo besedo o svoji preteklosti. Zato seveda Lambert Ehrlich ni govoril na pamet, ko je govoril, da bodo komunisti izvedli revolucijo
in s tem uničili slovenski narod, ne samo s tem, da bodo toliko in toliko ljudi pobili, kakor se je potem izkazalo v nadaljnjem procesu revolucije in povojnih obračunov, pač pa, ker so dejansko s tem tudi popolnoma spremenili osnovno resnico o življenju človeka, naroda in s tem seveda tudi resnico o nas kot Slovencih, kot kristjanih, kot ljudeh. In danes pravzaprav se zdi, da se ob 80-letnici, ki je na nek način vendarle nek pomemben mejnik, ko bi morali te stvari urediti, predvsem tudi seveda pokopati mrtve, se še vedno ponavljajo te zadeve. Tako da je sestavni del tega, da utrdimo svoje upanje, izjemno pomembno, da uredimo svojo preteklost. Vsak sam, pa tudi seveda drug z drugim. Češki duhovnik in sociolog Tomaž Halik namreč pravi, da nemogoče je urediti človekovo življenje, če se ne dotaknemo svojih osebnih in tudi narodnih ran. Dotakniti se ran pomeni dotakniti se tistih bolečih točk osebnega in družbenega življenja, ki bremenijo naše normalno življenje med seboj in seveda tudi normalno življenje v samem sebi. Vsi vemo, da zadeve, ki so breme osebnega življenja, poskušamo nekako odriniti, psihologi govorijo potlačiti v podzavest, vendar na drugi strani je pa tudi dejstvo, da s tem pravzaprav delamo medvedjo uslugo samem sebi in seveda, če gre za celoten narod, pa tudi celotnemu narodu, kajti nekaj tiščimo v sebi, kar potem na različne načine udari na dan in onemogoča normalno komuniciranje. In če govorimo o tem skupnem sodelovanju kot temelju našega upanja, vidimo tu zelo pomembno oviro, ki bremeni tako posameznike, kakor tudi celoten narod pri uresničevanju tega, da bi z odprtostjo, z optimizmom, pa ne samo optimizmom kot nekim zunanjim gledanjem na stvari, ampak predvsem s celotno bitjo lahko zaupanjem zrli v prihodnost. Zato ima seveda Tomaž Halik popolnoma prav, da je to gledanje v prihodnost izjemno pomembno takrat, ko smo se dotaknili tistih ran, ki ta pogled ovirajo, ki otežujejo, da bi normalno gledali v prihodnost svojega življenja. Gre za to, da se namreč ravno po ranah, po tem, da smo ljudje tako ali drugače omejeni, ranjeni, prizadeti, da se ravno potem kaže v največji meri ta polnost človeške biti. Človeška bit ni v tem, da smo nekako visoki, da smo močni, da pokažemo nekako z videzom, kako imamo moč drug nad drugim, ampak takrat, kadar smo, kot pravi apostol Pavel, najbolj močni, takrat smo najbolj šibki in obratno, kadar smo šibki, kadar priznamo svojo šibkost, takrat priznamo tudi svojo polno človeškost in s tem tudi drug drugemu omogočimo, da vstopi v naše življenje. In glejte, če pogledamo te bremena, ki nas omejujejo v tem našem sodelovanju kot posledica revolucionarnega življenja v laži, zatiranja resnice in tudi zatiranja tega, da je človek omejen, vidimo, da je pravzaprav ravno to ključna ovira, da bi mogli živeti. In nekoč in danes je bilo to pravzaprav pot, da so ljudje skušali silo, z nasiljem in seveda s tem tudi zatiranjem preprečiti to reševanje.
In spomnite samo recimo enega izmed pomembnih revolucionarjev, Edvarda Kocbeka, ki je leta 1951 napisal novele Strah in pogum, v katerih poskuša ravno to laž, to nekako družbeno držo, po katerih smo vsi samo z nasilo in nasiljem sposobni urejevati življenje v državi in v družbi, je s tem pokazal, pravzaprav, ko je odprl te razsežnosti tako medvojnega dogajanja, s tem pa tudi vsakdanjega dogajanja, ko je pokazal na ranljivost tudi teh revolucionarnih ljudi in na ranljivost sistema kot takega in s tem pravzaprav pokazal pot, kako bi te zadeve reševali. Seveda s tem se zadeva ni rešila, ampak šele takrat, ko je dejansko vse te stvari so tako daleč prišle, da sistem ni več deloval, so bili ljudje vsaj na zunaj pripravljeni priznati, da so ta sistem absolutne oblasti drug nad drugim ne uresničuje človekovega življenja, ampak nam otežuje in onemogoča prihodnost. In seveda danes smo na nek način spet na neki preokretnici, ne samo v Sloveniji, še posebej ob tej 80-letnici, ampak tudi v svetu, ko doživljamo, da se moramo dejansko soočiti z resnico našega življenja, spregovoriti drug drugemu kot ljudje in s tem tudi omogočiti, da bomo živeli recimo v polnosti človeškega življenja. Kako težke so te travme, kako nekako smo vsi zaznamovani in obremenjeni s tem, potrjuje tudi nadškof Stanislav Zore v uvodniku k knjigi Težka pot do pravice, ki je izšla te dni in govori o duhovniških procesih, ki jih je komunistični režim izvajal med vojno. V teh procesih so bili številni ali pa skoraj večina duhovniki obsojeni na različne kazni, nekatere tudi na smrt. In uvodoma je nadškof Zore zapisal takole. Pred leti sem se pogovarjal s človekom, ki je bil v 80-ih letih preteklega stoletja dijak srednje policijske šole v Tacnu. To je bil čas, ko so se v zraku že začele zaznavati spremembe, ki so na koncu pripeljale do demokratizacije in osamosvojitve naše države Slovenije. Ta mož mi je povedal, da je bil v teh letih, ko smo čutili, da se bliža pomlad, pripravljen brez premišljanja ubiti duhovnika. Če bi mu nekdo ukazal, naj to stori, bi to brez oklevanja storil. Kako je to mogoče, sem se spraševal. Pojasnil je, da je bil takšen odnos po eni strani plod dresure, ki so jo bili deležni dijaki, po drugi strani pa posledica leta in leta pranja možganov, v katerih so gnojnice se pripeljali skrajno gojence pripeljali s skrajno odklonilnim odnosom do katoliške cerkve. Katoliška cerkev je bila v komunističnem režimu, ki je v Sloveniji izdatno uspel državni sovražnik številka 1. Tako zaključuje nadškof. Montirani procesi proti duhovnikom, škofom ter ostalim katoličanom in demokratom, najbolj odmeven proti škofu Rožmanu, to potrjujejo. Ne pozabimo tudi na krute umore slovenskih mučenikov med vojno, ki so se pa nadaljevali tudi po vojni, je bilo vedno znova tudi obešen pečat vere in cerkve. V sodnih montiranih procesih po vojni pa so se izrekali vernikom in duhovnikom tudi smrtne obsodbe. Duhovnikom, pravi Grizer Pečarjeva, je bilo 9-krat izrečena smrtna kazen, ki je bila 4-krat tudi izvršena. Peter Križaj in Franc Cerkovnik, ki sta bila obsojena na božičnem procesu, sta bila justificirana leta 1946, Alfons Jarc in Viljem Saveli pa sta bila obsojena v Črnomlju leta 1949.
Savelij je bil usmrčen še istega leta, za Jarca pa še danes ne vemo, kdaj in kje je bil justificiran oziroma usmrčen. Vse te prilike kažejo, kako globoko se je zarila ta propaganda ne samo zoper cerkev, duhovnike, katoličane, ampak lahko rečemo zoper človeka kot takega. In seveda to je bi rekli, tisti ovoj, ki še danes drži Slovenijo v neki umetni komi, če tako rečem, pod katero tlijo vse ta bremena po preteklosti, ki jih nosimo posamezniki in se seveda širijo tudi v širši družbeni prostor na različne načine, v družinskem nasilju, v medvrstniškem nasilju, v različnih drugih oblikah in predvsem se celo, kot vemo, pospodbujajo z dogajanji, ki jih predvsem v sedanjem času spodbujajo mediji, ki nekako za potrebe te oblasti skušajo te stvari nekako obdržati tako, kot so. In to seveda otežuje, da bi se ljudje resnično srečevali. In v preteklosti seveda smo vsi živeli v tem strahu, da se o tem sploh ne moremo pogovarjati, ne smemo pogovarjati. V sedanjem času pa se seveda lahko pogovarjamo vsaj v osebnem smislu, ampak da bi narod kot tak, da bi država kot taka zaživela, pa je potrebno, da ta pogovor opravimo tudi javno. Zato je seveda pokop in pa ureditev, kot rečemo, rehabilitacija, za katero si prizadevamo in za katero smo tudi nekako se zavzeli v Združenih narodih in so se drugi zavzeli v Evropskem parlamentu, so temeljnega pomena zaradi tega, ker odpirajo te temeljne razsežnosti, da se v Havlovem smislu dotaknemo ran, v Halikovem smislu dotaknemo ran, v drugem smislu pa tudi postajamo drug drugemu kot ljudje. To je temeljni pogoj, da bo naše upanje zaživelo, da bomo odprli svojo človeško plat in seveda to je bistvenega pomena za naše življenje. Ta proces pa je, kot je zapisal papež v istem pismu, ki ga nam je poslal za postni čas, pa je seveda bistveno povezano z vero. Zato seveda ne samo pogovor med nami, to se pravi srečevanje z ljudmi in sodelovanje in odpiranje drug drugemu, ampak tudi odpiranje Bogu omogoča, da ta proces napravimo. In če hočete, bistveno vprašanje, ki sem ga nekako naslovil s tem, da sem vam dal nekako nekatere zglede, o katerih bom govoril, upanja, je ravno v tem, da pa so na svetu ljudje, ki so bili, ki so in ki so tudi danes pripravljeni za to vložiti celotno svoje življenje, nekako dati na razpolago celotno življenje. To upanje je pa tisto, ki pravzaprav preseneča in ki nekako kaže krščanske, pa tudi druge pričevalce. Recimo takih pričevalcev imamo tudi v sodobnih družbah, recimo Navalni v Rusiji ali pa različni novinarji, pa tudi drugod po svetu ljudje, ki so pripravljeni za to, da bi ohranili te človeške temelje, da bi ostali zvesti resnici in da bi ljudem vendarle tudi danes vzbujali upanje zastaviti popolnoma svoje življenje. In to je vedno mogoče samo na podlagi tega, da se seveda naše sobivanje postavi na globlje temelje, postavi na temelje življenja iz vere in samo v tem smislu se lahko potem tudi to krščansko upanje pravzaprav dolgoročno ohrani tudi v najtežjih razmerah in pričevalci, ki so šli skozi to pot, tudi skupine ljudi, recimo v Ameriki Martin Luther King, ki ga bom tudi omenil, ali pa če hočete tudi naši medvojni
krščanskim učenci, ki so zaradi vere in zaradi prepričanja, da je potrebno ohraniti dom in rod, šli v boj za to, da ohranijo da obranijo te temelje, ne zato, da bi drugega uničevali, in dolgo časa so si tudi nekako postavljali meje, so rekli, na svoje ljudi vendarle ne bomo streljali, ampak hoteli pa so zavarovati dom, rod in tudi seveda svoje temelje vere in človeškosti. Zato so bili pripravljeni zastaviti svoje življenje. In to je pravzaprav tisto, kar nekako je najbolj na preizkušnji v sodobnem času. Sodobni čas je nekako naravnan na to, in o tem so tudi govorili ljudje, ki jih bom še omenil, naši pričevalci v preteklosti, ko so govorili o tem, da čas, ki prihaja, dejansko ljudi spodbuja k temu, da gleda vsak samo nase. To je tisto gledanje le na svoje, ne da bi nekako kakorkoli bil na razpolago za druge, da bi se prizadeval za druge, ampak gledanje predvsem na svoje. Ampak to pa je tisto, kar seveda vedno bolj znižuje nivo človeškosti. Če jaz gledam samo nase, potem seveda postajam izoliran človek, potem sem samo človek, ki išče svoje koristi, in v sedanjem času je to postalo tudi nekako že družbeni problem, ki ne samo da načenja temelje vere, da dejansko vidimo danes, da se zdi, kakor da vera peša, ampak načenja tudi bistvene temelje človeškosti, ko gre za to, da lahko vsakdo si po svoje oblikuje življenje, da njegovo osebno življenje postavlja tudi pravila, katerim se morajo podrejati drugo. To pelje do takih absurdov, do takih izjemnih položajev, v katerih več ni mogoče normalno živeti. In to, kar se dogaja recimo v naši družbi, v parlamentu, tudi v politiki, pa tudi v širši družbi, je plod te miselnosti, o kateri so govorili naši krščanski predniki, da bo uničila človeštvo, če bomo šli po tej poti, da ima vsak svoj prav, da vsak lahko svoje uresničuje, da ni nekih splošnih pravil. In zato je naše upanje zelo bistveno pogojeno s tem, da smo pripravljeni za to pričevati, in bili so ljudje in so tudi danes, ki so bili pripravljeni za to zastaviti svoje življenje, zato da bi ohranili človeškost v svojih bistvenih temeljnih okvirih in omogočili, da bo ta človeškost tudi naprej živela. To je mogoče seveda v polnosti živeti samo z upanjem, in seveda tudi v preteklosti so bili to predvsem ljudje, ki so se podali recimo na pota recimo življenja za druge, ne samo ljudje, kot sem rekel, med drugo svetovno vojno, ki so branili svoj dom in rod, ampak tudi številni, ki so odšli drugam, recimo naši misionarji. Lambert Ehrlich pravi, da misionarji so ljudje, ki so pripravljeni vse zastaviti za to, da bi prinašali upanje najrevnejšim, najbednejšim, in to so ljudje, ki so tudi pričevalci takega upanja, da je mogoče vendarle tudi v najtežjih časih prinašati ljudem osvoboditev, prinašati pravo življenje, prinašati polno življenja, ker so pripravljeni deliti z njim življenje. Zato so bistveno sporočilo tega upanja pravzaprav vedno ljudje, ki so v polnosti pripravljeni odgovorno živeti za druge. In to se dogaja tudi danes. Tisti, ki vztrajajo, recimo krščanski starši, ki vztrajajo v krščanski vzgoji pri svojih otrocih, ali starši, ki so pripravljeni vse dati za svojo družino, ali vzgojitelji, ki kljub različnim poskusom, ki se seveda danes pojavljajo v družbenem življenju, zastavijo vse za to, da bi ohranili
temelje človeškosti, da bi odprto in človeško pristopali tistim, ki so jim zaupani, pa tudi politiki in drugi, čeprav vidimo, da je pri politikih vedno manj te pripravljenosti, predvsem so pa seveda velikokrat nemočni spričo različnih lobijev, finančnih, gospodarskih, ki tudi njihovo politiko ovirajo, da bi bila bolj človeška, da bi bila v zvestobi ljudem. Takšno pričevanje in takšno življenje pa je mogoče samo takrat, kadar človek res globoko živi v veri. Zato je recimo zanimivo, da nam je nuncij, ko smo bili v Švici, v Ženevi pri Združenih narodih in poskušali tam zastaviti svoje zahteve za uresničitev, da bi Slovenija, ki je imela tako imenovani periodični pregled uresničevanja človekovih pravic, in smo tudi mi ob vzporednem dogodku predstavili probleme tega, da Slovenija ne uresniči rehabilitacije vojnih in povojnih žrtev, da ne pokoplje mrtvih. Ob tem nam je nuncij pri Združenih narodih za človekove pravice v Ženevi rekel, pravi, to prizadevanje podpira tudi cerkev, tudi papež je to prizadevanje omenil vašim politikom in predvsem pa nam je položil na srce, da vztrajamo na tej poti. Pravi, ne glede na to, kaj in kako se bo to zgodilo, pomembno je, da ste ljudje, ki vztrajate na tej poti, ki pričujete za to, da je to človeško temeljno dejanje, da je to dejanje tudi dejanje zvestobe do človeka, da mu omogočimo, da dostojno dobi svoje ime, da se ga dostojno pokoplje, da se mu omogoči, da stopi v normalno človeško skupnost, v katero je bil po krivici, iz katere je bil po krivici izločen. To so tista temeljna vprašanja, ki kažejo, in nuncij je rekel, pravi, vi kot kristjani, kot ljudje, ki ste zavezani v veri, ste v prvi vrsti poklicani, da to v svojem življenju uresničujete, zato vztrajate na tej poti in to je tudi tisto, kar bo nekako vedno znova ohranjalo upanje tudi med vašim narodom. V osebnem pogovoru so zanimivo potem po predstaviti tudi člani naše delegacije potrdili ta naša prizadevanja, recimo za pokop mrtvih in tudi za ureditev teh zadev. Vendar seveda vsi nekako s nekim strahom, da se to ne bi politiziralo, da to ne bi nekako dobilo nekih družbenih razsežnosti, vendar teh stvari seveda ni mogoče drugače rešiti, kakor da se dotaknemo teh ran, da vsi in seveda tudi država Slovenija kot taka to opravi. Vendar upanje pa ostaja takrat, dokler smo ljudje, ki si za to prizadevamo, pripravljeni za to zastaviti svoje življenje. Upanje ostaja vedno, kjer so ljudje ali kjer ste ljudje pripravljeni zastaviti svoje življenje za resnico, za pravico, za pravičnost, za to, da ohranite zvestobo do človeka, vsakega človeka, še posebej človeka v stiski. In seveda zato ni zaman, da sedanji papež to izrecno poudarja, da je to tudi na nek način pot cerkve, se pravi, veren človek ne more mimo tega, da ne bi svojega življenja v vsem zastavil za tiste, ki so v družbi tako ali drugače prizadeti. To je bilo vedno nekako tudi največje sporočilo krščanstva, pa tudi vseh drugih, ki so si prizadevali zastaviti svoje življenje za to, da so bili pripravljeni za to raje umreti, kakor pa da bi odstopili. Omenil sem vam že v prejšnjem predavanju, kako je Lambert Ehrlich, ko so mu v Ljubljani rekli, naj se umakne, ker ga bodo ubili, je rekel, če se jaz umaknem, kdo se bo potem boril. To
je ravno tisto, kar nekako izpričuje človeka na mestu, da se ne umakne od tam, kjer je potrebno, da pričuje za svoje človeško dostojanstvo, da potrjuje svojo privrženost resnici, da živi iz upanja v veri. Ampak takšno življenje lahko živijo samo ljudje, ki so globoko korenjeni v veri, ki so pripravljeni svoje življenje živeti in popolnoma opravičiti v božjih temeljih. Zato je izjemno pomembno, da je krščansko upanje tesno povezano z krščansko vero. Ni mogoče živeti pristnega krščanskega upanja in tudi ne pričevati in biti na razpolago za to, da človeštvu pričujemo za človekovo dostojanstvo, za pravico, za resnico, če nismo sami trdno postavljeni v verske temelje. Vsakdo izmed nas lahko šele iz vere in vsi skupaj tudi v medsebojni opori gremo to pot in v tem pravzaprav najdemo tudi upravičilo svojega človeškega dostojanstva, svojega krščanstva in s tem tudi svoje človeškosti. Zato je razumljivo, da so ljudje, ki so bili v vsej zgodovini človeštva naši vzorniki, polnosti živeli to življenje. Terezija Benedikta od Križa, Edith Stein, znana mučenka iz Auschwitza, je v svojem življenju nekako razumela svoje poslanstvo kot žrtvovanje za nemški in židovski narod in je bila zato pripravljena umreti. Maksimilijan Kolbe je bil pripravljen s tem upanjem stopiti pred SS-ovske voditelje in reči, jaz se žrtvujem svoje življenje za brata, ki ima družino. Pri nas imamo podobnega pričevalca, to je Izidor Završnik, ki je v Mariboru leta 1943 stopil prav tako pred nacistične voditelje namesto enega fanta in svoje življenje žrtvoval. In njegova sestra je potem o njem zapisala in rekla, pravi, ja, tak je on bil. On je bil tak človek, to se pravi, je bil pripravljen za svoje krščansko poslanstvo dati tudi svoje življenje. Podobno lahko rečemo seveda za Lamberta Ehrlicha, za Filipa Terčelja in številne druge, recimo v Nemčiji je ravno sedaj obletnica, mislim, da ta mesec, ko so obesili 80 let, ker so obesili Dietricha Bonhoefferja, protestantskega pastorja, ki je bil prav tako v veri pripravljen popolnoma posvetiti svoje življenje za pravičnost, za resnico, za človeka v stiski in je seveda kritiziral nemški režim, zato so ga zaprli in potem tudi tik pred koncem padca nacizma tudi mu vzeli življenje. Podobno velja tudi za Filipa Terčelja, znanega slovenskega mučenca, ki je bil najprej preganjan od fašizma, bil deležen italijanskih ječ, potem med vojno prišel v Ljubljano in bil tukaj na gimnaziji v bližini, na Bežigrajski gimnaziji, celo podpiral Osvobodilno fronto, ker je menil, da bo pač s tem prinašal slovenskemu narodu osvoboditev tudi po nekako izkušnji iz fašizma, češ da bo to, da se pridruži Osvobodilni fronti, pomagalo, da se upremo fašizmu. Dejansko pa se je zgodilo, da je s tem pravzaprav popolnoma podprl tiste, ki so hoteli revolucijo in ki so hoteli slovenski narod podrediti. In on je kljub temu vztrajal in po vojni, kot veste, bil pri župniku v Sorici, tam bil potem velik kritik tega, da so domačine, ki so bili nemškega izvora, nasilno izgnali iz teh krajev. Marija Gasser sedaj v teh svojih knjigah, pa tudi v svojih člankih o tem piše, kako
sta si Filip Terčelj in pa župnik Krašna prizadevala, da bi te ljudi rešila. Nekatere so skušali nekako kar pripeljati na mejo in pustiti, da bodo šli v Nemčijo, nekateri so se vrnili. Ker pa sta se ona dva odpravila v Ljubljano, da bi protestirala pri vodstvu komunistične partije oziroma takratne oblasti leta 1946 januarja, so ju potem na poti v Davči umorili. Podobno velja seveda tudi za številne druge pričevalce. To so nekako, če hočete, samo mejni primeri teh ljudi, ki so ohranjali zvestobo v tem zaupanju, da je vendarle vse, kar šteje, edino zvestoba Bogu in ljudem, in da je zato dobro, da ohranimo tudi svoje življenje. In če nekako sklenem s tem, ob teh pričevalcih, lahko rečemo, da je tudi danes na preizkušnji naša vera v tem, da bomo poskušali to krščansko upanje, kakor govori papež Frančišek, pa kakor ga seveda tudi razumemo v krščanskem smislu, da ohranimo zvestobo veri in poskušamo nasproti sebičnim osebnim željam, sebičnim osebnim iskanjem, vendarle nastopiti zoper te tokove, ki skušajo uničevati človeka, ki skušajo človeka podrediti, predvsem pa, ki človeka predvsem pozunanjajo in mu ne ohranjajo tistih temeljnih razsežnosti, ki so potrebne, da ostajamo drug drugemu ljudje, da ostajamo drug drugemu kot ljudje zvesti, da ostajamo drug drugemu tudi oporniki, ki gledajo na svoje življenje globlje in odpirajo vrata v večne razsežnosti, in da smo pripravljeni za to kot verni ljudje tudi kaj žrtvovati. In vsakdo izmed nas, in to je tudi, če hočete, tudi eno pomembnih sporočil, mislim, da to tudi izjemno pomembno poudarja tudi papež v teh svojih prizadevanjih. Vsakdo izmed nas je na svojem mestu lahko upanje in opora drugim, s katerimi živi, predvsem pa seveda velja to za vse, ki smo tako ali drugače odgovorni, starši za svoje otroke, vzgojitelji in tudi drugi, ki smo tako ali drugače imeli možnost, da smo se bolj izobrazili, da smo bolj dojeli določene stvari, da smo morda bili tudi bolj obdarjeni s to vero in s tem prepričanjem, da je naše življenje ukoreninjeno v Bogu, da s tem tudi omogočamo drug drugemu v teh zahtevnih časih upanje. Mi ne moremo spremeniti s tem sveta, spreminjamo pa predvsem obličje zemlje, če tako rečem, v naših neposrednih razmerah, ko drug drugemu dajemo oporo, ko drug drugemu dajemo tudi v najtežjih trenutkih vendarle sporočilo, da je Bog z nami, kdo more biti zoper nas, in ko drug drugemu tudi s tem omogočamo, da tudi najtežje trenutke in najtežje krize našega življenja gremo skozi. To pa je tisto, kar nas pravzaprav uči Jezus iz križa v tem postnem času, kajti ravno s tem, da je ostal zvest do konca, da je šel na križ, je pravzaprav tudi nam odprl vrata v vstajenje, ki je pravzaprav zadnji razlog vsega našega upanja, ko človek popolnoma nesebično sebe da na razpolago drugim, takrat je pravzaprav dosegel tudi polnost upanja v vstajenju. In to je božji dar, to ni naša človeška zasluga, ampak nas je Bog obdaril in nekatere je bolj obdaril, druge manj, vendar kljub temu vsak izmed nas je poklican, da bi kot vernik, kot človek, kot seveda po različnih poklicih uresničeval to upanje in s tem tudi danes odpiral vrata človeškega življenja, omogočal, da v teh ožinah, ki se dogajajo v osebnem življenju, pa tudi v našem družbenem življenju, vendarle odpiramo vrata upanja in s tem tudi bodrimo drug drugega, da bi ostali ljudje in da bi ostali tudi božji ljudje in s tem tudi tisti, ki smo v tem prizadevanju zapisani za večnost. Hvala lepa za vašo pozornost.